Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na sprejemu za letošnje finalistki in finaliste projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Namen projekta je dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo v učencih njihove najboljše lastnosti, jih spodbujajo k najsijajnejšim dosežkom ter so lahko vzorniki prihodnjim generacijam učiteljev. Zmagovalec projekta bo Slovenijo zastopal na svetovnem izboru za najboljšega učitelja Global Teacher Prize. Finalistom se bodo na sprejemu pridružili tudi njihovi učenci, ki bodo posebej za to priložnost predstavili šolske dejavnosti, ki jih skupaj ustvarjajo. Projekt Učitelj sem, učiteljica sem poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Letošnji finalistki in finalisti projekta so Nermin Bajranović, osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Vera Grandfol, osnovna šola Gornja Radgona, Hedvika Lopatić, osnovna šola Brežice, Uroš Ocepek, srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje in Simon Purger, osnovna šola Polhov Gradec. Današnjemu sprejemu so se pridružili tudi učenci finalistk in finalistov projekta, ki bodo posebej za to priložnost predstavili šolske dejavnosti, ki jih skupaj ustvarjajo. K besedi vljudno vabim finalista izbora Učitelj sem, učiteljica sem, gospoda Nermina Bajramovića iz osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Vabim tudi učence osnovne šole, da se mu pridružijo. Izvolite, prosim. Lep pozdrav. Kot prvo naj povem, da sem res vesel, da sem lahko tukaj v izboru 15 učiteljev v letošnjem letu. Seboj imam tolo vrečko, ki me je spremljala vso korona obdobje, v kateri imamo vse rekvizite za matematiko, ko se selimo iz učilnice v učilnico. Še bolj sem pa vesel, da sem lahko pripeljal s seboj 6 šestošolcev nadobudnih, ki nekako znajo poiskati matematiko povsod in upam, da točka, ki smo vam jo pripravili, da boste videli, kako je lahko matematika res povezana in s filozofijo, življenjem, sestavljanjem, kreacijo, z vsem in da te mlade glave to zmorejo. Upam, da boste uživali tako, kot sem jaz, ko smo tole ustvarjali. Ali ste vedeli, da obstaja le 5 teles omejenih s samimi pravilnimi večkotniki? Imenujemo jih platonska telesa in se imenujejo po grškemu filozofu Platonu. Ta telesa so burila domišljijo že znamenitemu filozofu, ki jih je povezoval s 5 osnovnimi elementi. Tetraeder je sestavljen iz 4 enakostraničnih trikotnikov in predstavlja ogenj. Zaradi koničastih vrhov in ostrih robov daje občutek ognjenih zubljev. Ogenj lahko predstavlja nekaj lepega, toplega ali pa uničujočega, ognjevitega. Drugo telo je dobro znana kocka, heksaeder ali šesterec, ki je sestavljena iz 6 kvadratov in predstavlja element Zemljo. Zemljo, naš čudoviti planet, je najlepše gledati daleč stran iz vesolja, ko se svetlika njena modrina. Tam daleč stran je videti, da na njej vlada večni mir, ter da na njej ni nobenih vojn med narodi. Vsi mi si želimo, da bi bil mir tudi, ko bi prišli s pogledom bližje in bi med ljudmi videli le smeh, srečo in veselje. Za tretje telo potrebujemo 8 enakostraničnih trikotnikov. Sliši na ime oktaeder ali osmerec in predstavlja element zrak. Zrak dihamo in ga nujno potrebujemo za življenje. Ljudje z zastrupljanjem zraka in krčenjem gozdov vplivamo tudi na ta za življenje potrebni element. Mladi želimo, da bi s polnimi pljuči dihali svež zrak v čistem okolju in napredni družbi, ki skrbi za naravo.
Za četrto telo bomo potrebovali kar 20 enakostraničnih trikotnikov, da dobimo ikozaeder oziroma dvajseterec, ki predstavlja še en življenjski element, to je vodo. Brez vode ni življenja in naša Slovenija je bogata z vodami. Velikokrat slišimo, da je marsikje na planetu pomanjkanje vode in da bodo mogoče v prihodnosti celo vojne za vodna zajetja. Želimo si, da bi vsi znali ceniti, kakšno bogastvo je to, da imamo po vseh domovih v Sloveniji čisto pitno vodo. Zadnji, peti element smo prihranili v takšnem vrstnem redu, kot ga je tudi Platon. Iz 12 pravilnih petkotnikov sestavimo dodekaeder ali dvanajsterec, ki predstavlja vesolje. Število 12 je popolno število, kot je 12 zvezd v zastavi Evropske unije, ki v krogu simbolizirajo enotnost narodov. Vesolje je brezmejno, neraziskano in buri domišljijo o tem, ali obstaja življenje tudi drugje. Le kaj bi porekli vesoljci na naše prepire? Predlagam, da jih raje pričakamo v spravi. Juri, tole je ikozaeder. Ali mogoče veš, kaj nastane, če mu odrežemo vrhove? Ne bi vedel. Mi daš en namig? Naj ti malo pomagam. Če mu odrežemo vrhove, nastane prirezani ikozaeder oziroma prirezani dvajseterec. Še vedno mi nič ni bolj jasno. Gre za športni rekvizit. Pri nogometu tudi Lionel Messi ga uporablja. Je nogometna žoga? Ja. Gospod predsednik, vam v čast smo izdelali prisekani ikozaeder ali po domače žogo v barvah slovenske zastave. Dodali smo še nekaj motivacijskih besed. Prosim Erazma Tomažiča, da vam preda naše darilo. To je bilo to z naše strani. Upam, da ste uživali v naši predstavi. Zdaj bomo pa sam pospravili. Najlepša hvala, gospod Bajramovič in nastopajočim. K besedi vljudno vabim gospo Vero Granfol iz osnovne šole Gornja Radgona. Vabim tudi učenko osnovne šole, da se ji pridruži. Izvolite, prosim. Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni. Gospod predsednik, štejem si v posebno čast, da sem se znašla med 5 super finalisti na področju učiteljstva, vzgoje in izobraževanja. In torej čutim danes posebej veliko odgovornost, zato si bom malce pomagala s tem, ko sem si tole tu zapisala. Moj učiteljski horizont je zaznamovan z energijo in spoštovanjem. Z razvijanjem občutka zaupanja in pripadnosti, z vedenjem, da smo vsi soodvisni, da pa vendarle imamo znotraj tega svojo kulturo in svoj jaz. Strast do razumevanja sveta tudi s pomočjo zgodovine odstira vrata prihodnosti. Svet mora biti lepši, mora biti boljši. Skupaj se mojstrimo, tako učenci, kakor učitelji. Mladi so naša prihodnost. Predajamo jim zelo razdrobljen planet, tako gospodarsko, okoljsko in družbeno. Našim mladim smo dolžni, da jih dobro pripravimo na vlogo učiteljev, podjetnikov, inovatorjev, da jim pomagamo biti vključujoči in strpni, ter
sprejemati globalno miselnost. Naš poškodovan planet lahko začnemo zdraviti le tako, da prenehamo z miselnostjo mi proti njim. Mladi bodo tisti, ki bodo poganjali prihodnost. In kako uspešni bodo, je odvisno od tega, kakšne vire jim ponudimo, kakšne zglede jim dajemo. Spoštovani zbrani, to, kar počnemo učitelji, ni zgolj priprava na življenje. To je življenje. Apoliner je rekel, pridite do roba. Rekli so, strah nas je. Pridite do roba, je rekel. Prišli so, potisnil jih je in vzleteli so. Srečno in vse dobro vsem. Sedaj pa naša Zoja, ker si zelo prizadevamo, da gradimo mostove, ne pa zidov in meja, je Zoja pripravila pesmico Šuštarski most. Izvoli. Ljubljanico, tam najde vsak se, kar želi, tam skrije med svetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, pa čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost, čez Šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitez, ko polna ti da. In maček cvička rdečega in če z mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v robo vodnjak. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski